In v veliko veselje je, da vam lahko predstavim današnje goste. V prvi vrsti imamo tukaj najtrofejnejšo slovensko smučarsko tekačico Petro Majdiča. In pa našo reprezentantko v alpskem smučanju, Ano Lucik Jogan. Direktorja komuniciranja pri Novi Ljubljanski banki, gospoda Andreja Krajnerja. Vsestranskega poznavalca smučanja, demonstratorja, še bi lahko našteval, in pa aktivnega člana v alpskem smučarskem klubu Kranj, Triglav Kranj, to je Sandi Muravec. Vodjo panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, gospoda Gorazda Pogorelšika. In pa generalnega sekretarja organizacijskega odbora Pokljuka, Tima Farčika. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobrodošli. Zdaj, da začnemo nekoliko bolj lahkotno ali pa lahko tudi filozofsko, če hočete, je prva tema, da kar nadaljujete. Smučanje je, oziroma kaj mi smučanje pomeni. Pa seveda damo prednost, da Petra kar začne. V mojih očeh smučanje je prihodnost, smučanje je perspektiva. Dejstvo je, da se rabimo zavedati vsi skupaj, ali spreminjamo geografska dejstva ali ne, 4 do 5 mesecev v Sloveniji je zime. Zdaj, ali je obogatena snegom ali ni, to bomo diskutirali, ampak dejstvo je, da takrat je namenjeno zimskim športom. Tako da v mojih očeh je prihodnost. Ana, kaj je tebi smučanje pomenilo že v otroštvu in kaj pomeni zdaj? Ja, mogoče iz moje strani skozi zanimivo, ker pač prihajam mogoče z enega okolja, kjer nisi mogel dati smuči na noge in niti pred hišo se spustiti niti 5 metrov, ampak vseeno sem v bistvu zelo hitro vzljubila smučanje. Pomenilo mi je nek, bom rekla, aktivno in lepo preživeti čas v naravi z družino, s prijatelji, v bistvu mogoče nekateri tisti dnevi po zimi, ki si se jih najbolj veselil. Tako da verjetno ena ljubezen do športa, ki pač ostaja še danes. No in ti si pravzaprav dokaz, pa Jure Franko prav tako, da ni potrebno, da prehajaš popolnoma izpod gorane, da lahko uspeš tudi v smučanju. To je ena značilnosti Slovenije, majhnosti in konec koncev tudi tega, da moramo vključiti tudi regije, ki so nekoliko bolj oddaljene od smučišča. Sandi? Hvala. Smučanje smo mi, smučanje smo Slovenci, smučanje pravzaprav smo zapis v zimsko naravo, bili v preteklosti, smo danes in upamo, da bomo tudi v prihodnje. Gospod Kremer. Ja, name je smučanje v bistvu družina. Meni je lansko leto, da imamo 6 let do star tek, ki je začel se moče smučati in ta občutek tega ponosa, tega, ki gre z družino na sneg, da vidiš, kako uživa in to je tisto. To je ta emocija, ki se ti zgodi zelo redko in meni na snegu v hribih mi jo pa zgodi. Tako da absolutno družina in preživljanje čez njih. Zame osebno pa se bom kar na te vrednote navezal, ki ste jih podpredsednica in direktor malo pred predstavila. Je smučanje strast, je pa res, da izhajam iz športa, ki ni, bom rekel, ker ni rekreativne narave, ker je izrazito tekmovalen šport, bom mogoče uporabil besede nekega modreca, ki mi je nekoč rekel, da je
v vrhunskem športu, mogoče ne samo v smučanju, 80% tistih trenutkov, ki mogoče niso najlepši, ne, pa 20% tistih trenutkov, ki so izredno lepi in ti trenutki pokrijajo vse tiste slabe trenutke. Jaz sem prepričan, da skozi te trenutke ti šport da postane na nek način del življenja, del tistega, ne, kar živiš že kot otrok, ne, seveda mi, ki smo vpeti v te zadeve, ne živimo sledeče danes. Hvala lepa. Ja, bi se pridružil oziroma nadaljeval to misel, predvsem je to nek stik z naravo in mislim, da je v tem prihodnem obdobju temu treba dejansko posvetiti res veliko odgovornost, da dejansko delujemo trajnostno in da bodo tudi naslednje generacije lahko izkusili tisto, kar je bilo nam dano. Skratka, da lahko smučamo, se igramo na snegu, preživljamo čas v naravi in zato smo odgovorni vsi mi, ki v tem športu tudi delujemo. Ja, če se lahko še jaz navežem na to temo, v 70-ih letih, ko sem bil jaz otrok, so bili časi nekoliko drugačni, ne? Ampak jaz sem imel vse verjetnosti, saj zdi se mi, da res zelo lepo otroštvo, ne? In vse je bilo pa povezano s smučanjem. Res, da takrat ni bilo na voljo toliko možnosti, kot jih imamo zdaj, ampak jaz smatram, da mi je smučanje dalo res perfektno otroštvo. Tako da, ja, smučanje je svoboda, je strast, je igra, zdaj za mnoge je tudi jasno služba. Dajmo biti malo bolj dinamični. Tam v publiki vidim Žana Kranca. Žan, mogoče ti kot še aktivni športnik lahko poveš, kaj pa je te smučanje dalo, oziroma kot otroko, kako si dojemal smučanje. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ne, doma, ne, doma. Isto vprašanje že. Ja, meni osebno smučanje pomenilo eno res veliko doživetje in tak poseben dan druženje z družino. Da samo mi začetni dnevi kot starši pridejo, meni osebno oče peval na smučišče, tam Stari Vrh, naredil par tur, vmes greš na en hotdog, položil čokolado, tako da meni je bilo to res eno doživetje polno in izpolnilo. Še kakšnega z druge panoge, mogoče. Da bi se bo misli kako vljiv, da ima mikrofone. Mi smo dali skromno. Tanči. Ja, mislim, tudi danes je vse začel tek, je tudi celodnevno pač res zadovoljščina, greš in tečeš lahko in prideš do smehom, da nekaj se utrujen, živ in lep dan na snegu v družino, tako da to je to. To je tudi meni pritegnilo ta šport. Skratka, strinjamo se, da je smučanje ena zelo lepa zimska aktivnost. Prej smo slišali Uroša Zupana o tem, kaj Smučarska zveza v bistvu je. Smučarska zveza je v svojem bistvu zveza smučarskih klubov in društv. In to so jedro delovanja Smučarske zveze Slovenije. Pa prejmo na to drugo temo. Seveda imam tukaj v mislih vse panoge pod okriljem Smučarske zveze in mi se, naša panožna zveza se razlikuje od drugih nacionalnih panožnih zvez, kjer večinoma zbirajo svoje športnike za reprezentančne akcije. Smučarska zveza pa praktično skozi celo leto skrbi za razvoj, za podpora drugih v drugih športih, vemo, grejo športniki tekmovati za svoje klube in se potem združijo. Tukaj je unikatna Smučarska zveza Slovenije in mogoče res včasih kar pozabimo na pomembnost naših klubov, ki so osnovna celica delovanja. In Petra, kot bivša športnica, kako si doživela svojo pot od začetkov v klubu do vključitve v reprezentanco? To so zelo pomemben čas je to za športnika in kakšno vlogo je imel klub v tvojem razvoju?
Jaz bi se tukaj navezala ne samo na klub, jaz bi štartala še nekoliko zgodnejše, se pravi družina. Jaz mislim, da družina je v bistvu tista celica, iz katere vsak vrhunski športnik izhaja. In tudi velikokrat se dogaja ravno to, kar se tudi v tekaških klubih, da so starši del klubov. In to je ta gradnja širše skupnosti, ki je v bistvu smučanje, tek na smučeh, katerekoli zimske panoge, njihovi klubi imajo možnost razširiti v svojih regijah. Ne pač enostavno, to je lahko za celo družino eno tako prostočasno aktivnost, povezovalen element in pa v bistvu tudi prostovoljstvo, ki ga v bistvu tudi naslednja faza, ki bi jo mogli malo več poudarjati. Pogrešam to, v mojih časih je bilo tega precej več. In mogoče je ta razlika, ki jo zdaj jaz vidim, v današnjih časih je vedno manj amaterskega delovanja, vedno več je pač vsega plačljivega, tako da jaz bi enostavno, da sem že večkrat malo iluzorno ali pa večkrat preveč naivno pristopam k stvarim, ampak res imam eno idejo, pa dajmo prepričati državo, da enostavno uvede spet nazaj enkrat na mesec dan za prostovoljstvo oziroma te brigadne akcije, kot so bile včasih. Jaz verjamem, da bomo pač kar naenkrat dobili ogromno novih klubskih prostorov, urejenih klubskih prostorov, tras za konkretno tek na smučeh. In to je to, kar je bilo včasih malo bolj prisoten, tudi v mojih časih, v klubih enostavno, ko pač je bilo malo pomanjkanje snega, so se zbrali starši klubskih tekmovalcev, šli šaflat, dobesedno šaflat in metali sneg na progo, zato so se njihovi otroci kasneje lahko udejstvovali. Tako da tukaj je vse zdaj nekako, ja, pač ni denarja, pač nimamo možnosti. Verjeten, ampak dejstvo je, da obstaja pot, samo treba jo je nekako poimenovati. To, kot smo rekli, pač temo na državo enostavno en dan na mesec, vsi brigade. Kako pa, kakšen je pa stik s tvojim klubom v času tvoje karijere oziroma na višku tvoje karijere? Kako si delovala? Je bil še stik takrat s klubom? To pa priznam, da je bilo bistveno manj. Je res, da vedno znova klubi delujejo v lokalnem okolju in meni je lokalno okolje imelo zelo za svoje. In vedno po vseh največjih rezultatih sem se vračala domov. Jaz sem imela še vedno bazo svojih treningov, govorimo spomladi, poleti, jeseni, v svojem domačem okolju. Tako da nekako smo bili takrat športniki zelo upeti v lokalno okolje in ja, mene je v bistvu klub nekako vzgajal tudi kasnejše, če ne drugače, kasneje so me predvsem spodbujali. Tako da, ne. Ana, ti si še aktivna, kako je tvoj odnos do kluba, to je Gorica, smučarski klub Gorica, sodeluješ z njimi? Ja, pri nas smo tudi v klubu v bistvu zelo povezani. Vedno bili, to, kar je že vedno omenila, je vedno ogromno tega pomoči v bistvu staršev, tudi pri nas, če pogledam samo strukturo kluba, so zelo prisotni starši v bistvu aktivnih tekmovalcev, ali so to mlajši, ali so starejši. In ja, jaz mislim, da je ta povezava, zagotovo jo je več, ko si mlajši, spozame, zdaj, ko sem več okoli, imamo teh stikov manj, ampak čuti se ta podpora domačega kluba, lepo je videti, ko so mogoče mlajši tekmovalci veseli, ko pridem, pa si kaj povemo, pa mogoče imaš ta občutek, da si jih malo navdušil za naš šport, oziroma dal mogoče neko dodatno spodbudo, da vidijo, da se marsikaj da. Tako da jaz vedno zelo ponosno povem, od kje prihajam in v bistvu mislim, da brez mojega domačega kluba danes zagotovo ne bi bila tu. Sandi, ti pa verjetno boš tako najbolj natančno povedal trenutno delovanje govorimo o alpskem smučanju v klubu, kaj ti si zelo aktivno vključen tudi, bi rekel, prek svoje hčerke si bil zelo aktiven, še vedno si verjetno, in nam opiš, kakšno je stanje trenutno v tvojem klubu. Zdaj glede to se pogovarjamo o korelaciji smučarska zveza in klub. Tako je. Mislim, da je bilo vprašanje mišljeno v smislu, kako bi lahko to nadgradili, oziroma kako lahko zveza pomaga. Seveda, ker čez prst dati odgovor, da se ne da, pa bi bil sicer všečen odgovor, pa vemo, da potem bi bil reč v realnosti. Sam menim, da na dva načina, saj v samem štartu.
eden je kratkoročen in eden je dolgoročen, zato ker vemo, kaj pomenijo menjave generacij in tako naprej, da vsaka stvar rabi svoj čas. Sam osebno ne bom začel pri financah, se pravi, fino bi bilo dobiti nekje denar, ampak tega še dolgo ne bom, ker zveza že sama ima težave, da zbere dovolj sredstev. Ampak če bi morali po vrstu denar, ne bi odtehtal vsebin. Imaš lahko veliko denarja, pa če nimaš vsebin, gre ta denar nič. Lahko tudi par primerov povem, če bo kasneje čas za to. Sam najbolj pogrešam stroko. Za mene osebno bi mogla biti alfa in omega. Zdaj govorim, se opravičujem, ker izhajam iz alpskega smučanja, imamo tudi v isti hiši dober primer, zdaj za mene so to recimo skakalci. Torej, za mene bi mogla biti alfa in omega stroka, strokovni svet alpskega smučanja. Zakaj? Zato, ker bi morali prenotati programe. Vemo, da se prevečkrat dela po programih, ki so že preživeti oziroma po neki inerciji skozi desetletja. Po drugi strani pa se ne bojim, da ne bi takih vsebin postavili. Bolj od tega pa je pomembno postaviti sistem, ki bo omogočil, pravzaprav prisilil izvedbo teh vsebin na terenu. Tukaj vidim pa največji problem. In mislim, da se bi v to splačal vložiti velike energije. Vem, da bi moral biti to diktat, se upravičujem, ni simpatična beseda, ampak dokler se to ne bo zgodilo, se bomo vrteli v začaranem krogu. Pred leti sem bil izvan, pa mislim v pozitivnem smislu, jih hkrati povabljen k postavitvi nacionalnega programa, ki smo ga postavili s pomočjo vseh tistih, ki so želeli sodelovati. Ampak potem, ko se je program postavil, se pravi, to je sicer ponavljam moje mnenje, moje dojemanje in percepcija, kaj se je potem zgodilo, je bil kar naenkrat kot nek hudičev križ ta program. Se pravi, to je nek policaj, ki te kontrolira, kar seveda je bilo daleč od namena in je bila neke vrste pozitivna uravnilovka, zato ker so pokazali statistike, poročila, zakaj prihaja do določenih osipa, poškodb in tako naprej, da ne naštevam. In je žal, potem v veliki meri to ostaje na papirju. Tudi, če se potem posredno spet navežem na stroške, v katerem smo klubi, bolj rečeno starši, izpostavljeni, se da marsikaj racionalizirati. Eno tako, bom rekel, iz prve roke je število snežnih dni v zgodnem jesenskem obdobju pri kategorijah do U14, bo kar direktno, za katere vemo, da se tekme začenajo tam po 10. 15. januarja. In ta del stane, že prvi del sezone, blizu 3000 evrov lahko. In tako naprej, se ne bom zdaj spuščal vsebine, pa govorim ne na pamet, ampak iz prakse. In tukaj bi zveza najbolj pomagala, deleč najbolj, z vsemi telesi, oziroma organi, ki so pač kompetentni za stroko in formiranje ustreznih programov. Zdaj, ko pa govorimo o tem, povezavah kluba, sponzorjev, trženja, tukaj pa vemo, zdaj šport, če malo poenostavim, je toliko tržen, kot rezultatsko uspešen. Zdaj v poplavi uspešnosti športov slovenskih, ki so seveda nadpovprečni deleč, je pa to kar težko. Hkrati sem pa prepričan, da ta moment kolesarska društva nimajo problema z zapisom kolesarjev, pa plezalske tudi ne, in pa še kakšne, tudi na zadnje skakalci. Nimam podatkov, ampak bi si upal staviti, da nimajo kakšnega hudega problema s tem. Tako da še enkrat bom s tem zaključil. Za mene bi najbolj pomagali, najprej bi konsolidirali stroko s programi in potem razbremenili stroške tistih delih, kjer vemo, da ga je ostalo monozbor, to je pač mladinsko smučanje, ampak mogoče podporno delevanje.
Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Tukaj sam ti moram kar večinoma pritrditi in se strinjam s temi ugotovitvami in da ne bomo preveč zgolj alpsko smučanje šli, po mojem mi potrebujemo eno dodatno okroglo mizo. Tudi sam sem se s podobnimi zadevami srečeval, ko sem bil predsednik panoge. Želje so bile podobne v tem, o kateri govoriš, vendar je interesov veliko in je kar težko, kar zahtevno in kompleksno. No, ampak vemo pa, da smučarski klubi pa skrbijo tudi za učenje, za popularizacijo, za nove člane. To je tudi njihov namen in seveda se srečujejo s težavami, tegobami financiranja in iskanja sponzorjev tako na lokalni ravni kot tudi na nacionalni. Tukaj bi šel do gospoda Krajnerja, vi prihajate iz podjetja NLB, ki je res znan po mnogo katerem podpiranju oziroma sponzoriranju, ste zelo prisotni. In kako pride pri vas do odločitve, da podprete določen šport? Oziroma, kaj pretehta, da se odločite za njih? Zdaj bi lahko 2 ure govoril o tem, kaj pravzaprav je razlog, pa bi lahko bil zelo tehničen, da bi lahko razlagal o tem, recimo koliko otrok je aktivnih v športu, lahko bi razlagal o rezultatih, lahko bi razlagal o medijskem dosegu, recimo koliko ljudi gleda. Gotovo so to kriteriji, ki so zanimivi, absolutno. Nazadnje smo pač tržna družba, delamo za dobiček. Normalno, da gledamo na podporo športu tudi z oči pospeševanja prodaje, če želite, ali pa promocije blagovne znamke, ne, jasno. Ampak je v resnici mnogo več kot to. Najprej bi rad povedal, da v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, celi regiji, kjer je tudi NLB prisotna, je šport vendarle nekaj zelo posebno. Mi smo nekakšni taki narodi, Slovenci, pa sploh izrazito v rezultatih, to je jasno, ki res živimo s športom. Zdaj, če smo mi iz tu in če želimo družbi vrniti, je jasno, da vlagamo tja, kjer se uspehi tudi dogajajo. Lahko povem še eno tako malo bolj provokativno recimo zadevo. NLB je v zadnjih letih izjemno uspešna in seveda aktivna na mnogo področjih, v drugem tudi zelo veliko humanitarnih pomoči, donacij in tako naprej. In ne boste verjeli, ampak zelo pogosto so dobronamerni projekti, recimo donacijski humanitarni, pospremljeni s kupico kritik. Ne daš milijon, kam izdal 2, daš 2, kam izdal 4, veste. Zanimivo, da je šport edino področje, v katerem ne jaz, ne moja ekipa nikoli ni imela nobene negativnega feedbacka, negativnih izkušenj. To veliko pove, veliko pomeni. Še nekaj mogoče tako vendarle poudariti. Podjetja imajo podobno kot športi, spolne in pace. NLB je na tvojih plečih bila, veš, ko si magval in potem tudi danes na tvojih, recimo. Tako da, vmes pa so se zgodila zelo velik nihljaj tega, kako je banka poslovala. In takrat je zveza ostala z nami, kljub temu, da smo izdatno zmanjšali, ostala z nami na enakih nivojih, kljub temu, da smo izdatno zmanjšali zaradi velike krize. In to je ta partnersko sodelovanje, to je to razumevanje, to je poslovanje, da zdaj pa, ko so časi boljši, NLB bolj vrača in bolj aktivno tudi promet. Tako da mi smo res tesni partner, zelo lepo sodelujemo in se na to zelo ponosimo, res smo radi to sodelovanje. Ja, ampak bi vsem še bolj konkretno prosil, vi absolutno kot direktor korporativnega komuniciranja, tudi oglaševalska osebnost leta 24, čestitke, bi mogoče lahko delili z nami, pa tudi konec koncev športniki, kako naj se lotijo nagovarjanja sponzorjev, kje naj začnejo, kje so mogoče aktivnosti, ki bi se jih želeli bolj konkretno videti v strani klubov, pa tudi posameznikov, oziroma kako rešate pri tistih, ki jih nagovarjajo? Odlično vprašanje. Pridite zelo dobro pripravljeni. Morate vedeti, da jaz ali on tamle kolega, pa še kdo dobiva na dan ali do 5
različnih ljudi, ki so absolutno prepričani, da so pa točno oni in točno njihovi projekti tisti, ki jih je nujno treba podpreti. Pogosto ugotoviš, da ljudje niso dobro pripravljeni, da ne razpolagajo številkami. To je zelo težko se potem pogovarjati. Druga stvar pa je, da mora biti tržno opremljen znanjem trženja, marketinga, če bošte. Zelo težko je pridati in prodajati leta 2024 logotip. Bom pa še takole rekel. Legitimno je, da ne zmoriš, da nimaš infrastrukture, da nimaš podatkov. Sploh v klubih normalno, da so mehne, velikokrat volonterske celo stvari in jasno, da nimaš 5 PR-ovcev tam zaposlenih pa 5 marketingašov. Tudi v redu. Samo potem je, jaz osebno, gotov tudi, ne raje vidi, da prideš odkrito in rečeš, glej, nimam vse te infrastrukture, ne moram ti ponuditi statistik, pa ne moram dosegov, pa gledanosti, pa ne vem česa, imam pa tlele enega Franca, ki je pa ful perspektiven, a lahko gledate. Hočem povedati, veliki sistemi gledamo na to lahko s tržnimi očmi, lahko pa gledamo tudi z očmi vračanja družbi, zato ker je to prav. Tukaj govorim bolj o humanitarnih, bolj o donacijskih principih, kjer je kriterij presoje drug. Ker jaz potem, ko govorim s kolegi odločevalci, ne govorim, zdaj bomo pa mi 5 kosov kreditov več prodati zaradi tega. Ampak rečem, tole bomo naredili zaradi tega, ker izhaja iz družine, ker ne more tega, kar si prej zneskal, o kateri si govoril, financirati, pa bo to mogoče ti na masi čestiti, ali pa jo rekel širi. Dajmo pomagati zato, ker je to prav. Marsikdaj se tudi tako da in ne na zadnjem NLB-ma, zdaj že koliko, 10. leto zaporedno je projekt Šport mladim, veliko klubov od vas je vključenih v ta projekt. Tega ne delamo s tržnimi očmi. Mi nismo nikoli želeli od klubov, da nam pridejo statistikami, pa ne vem čem. Mi delamo to zaradi tega, ker verjamemo, da bodo otroci, ki bodo šli čez vaše roke, jutri boljši, uspešnejši ljudje, ki bodo zdravejši del družbe, te iste družbe, od katere mi, NLB in ostala podjetja živimo. Če je ta uspešna, smo tudi mi, če ne pa ne. Hvala. Prej smo že slišali Melanijo in pa Uroša o zelo pomembnih športnih dogodkih, ki se organizirajo na naših tleh. Zelo prepoznavni svetovni dogodki so to in sicer v Planici na Ljubnem, Kranjski gori, Pokljuki, Rožni in na Krvavcu. In pri organizaciji so seveda tudi močno peti smučarski klubi. In gospod Farčnik, primer Pokljuka, biatlon, dajte nam predstaviti vlogo klubov pri organizaciji in tekem svetovnega pokala. Kakšno sodelovanje vidijo tudi klubi, vidijo to kot priložnost ali je to njim neko breme, ki jim predstavlja, ne vem, tudi mogoče finančno breme? Ja, hvala Jure za vprašanje. Takoj se vrnem na to vprašanje. Sam en dodatek sem hotel še k temu z vidika biatlona. Kako pri nas potekajo stvari, pa sem hotel, da temo malo mednarodno perspektivo vsemu temu. Tako kot ste videli že v tej uvodni prezentaciji od Uroša pod Melanije, je biatlon prav gotovo ena najmlajših pamet, mislim, da je samo deskanje na snegu mlajše. Je pa neznanski uspeh v zadnjih letih doživel z vidika gledanosti, marketinške prepoznavnosti in tako naprej. Če to ponazorim s podatki, če je imela Mednarodna biatlonska zveza v sezoni 2021 proračun 30 milijonov, je zdaj s to ekipo, ki tam ustvarjamo, gremo proti cilju, da bomo imeli v naslednji sezoni 60 milijonov proračuna. Kar pomeni, da se ta šport neznansko razvija, ampak na drugi strani, kar je pomembno, je, koliko se nazaj v šport vlaga. In mi 86% tega proračuna vlagamo nazaj v šport. To se direktno pozna tudi biatlon v Sloveniji. Recimo, če ima biatlon panovo v Sloveniji 1,800,000 proračuna, je ta uravnotežen. Približno tretjino predstavlja prispevek Mednarodne biatlonske zveze, tretjino predstavljajo zneski oziroma prispevki sponzorjev in tretjino država. Skratka, to se mi zdi zelo pomembno z vidika razvoja športa, da gledimo na neki marketinški vrednosti prepoznavnosti, ampak da ves čas nazaj vlagamo v šport. Še eno stvar bi želel tle z vidika biatlona tudi izpostaviti, to je ta razvoj. Na Mednarodni biatlonski zvezi imamo od leta 2020 oddelek za razvoj in ta stalno podpira razvoj vseh nacij. In zdaj ključen projekt za strategijo 2026 do 2030 je, kako zmanjšati tekmovalni zaostanek
med 5 najboljšimi zvezami in tistimi med 5 in 15 mestom. In tukaj bomo dejansko spodbujali individualne programe z sredstvi, z znanjem in tako naprej. Skratka, da ta šport naredimo zelo konkurenčen, seveda gledljiv in da bo v ta šport vedno več denarja tudi prihajal, ki ga bomo lahko nazaj vlagali. Zdaj se pa vrnem na to vprašanje, kako pomagamo klubom. Oziroma, kako klubi pomagajo pri organizaciji? Ja, zdaj v biatlonu je stvar med sabo zelo prepletena. Mi pravimo v biatlonu, da imamo tako imenovano 3 stebre. Eno je panoga, se pravi tekmovalni šport, drugo je organizacija tekem za svetovni pokal, ki jih seveda organiziramo z vidika popularizacije, pa tudi pridobivanja finančnih sredstev, tako za panogo, kot na drugi strani, za ta 3. stebr, to je športni center Triglav Pokljuka, kjer se pač odvijajo vsa tekmovanja in je tudi glavni trenažni center v Sloveniji. Zdaj, klubi lahko čez celotno leto brezplačno uporabljajo vso infrastrukturo športnega centra Triglav na Pokljuki. Poleg tega lahko se tam organizirajo vsa tekmovanja, tudi ta so brezplačna. Poleg tega na Pokljuki kot panoga se naredi na leto 10 taborov za klube, ki so za klube brezplačni. To podpira tudi eden izmed sponzorjev, Zavarovalnica Triglav. Skratka, klubi so zelo upeti in klubi tudi sami seveda sodelujejo pri organizaciji tekem, ne samo svetovnega pokala, tudi drugih tekem, recimo alpskega pokala, kjer ne izplačujemo tistih dnevnic, ki jih sicer izplačujemo za nadomestila za člane, ampak dajemo prispevke klubu. In na ta način pač pomagamo klubom, da lažje delujejo in to se mi zdi zelo pomembno, ta prepletenost na eni strani med vsemi tremi ključnimi stebri, pa na drugi strani klubi. Absolutno verjamem tukaj kar nekaj biatlonskih klubov, da bi si želeli, da bi bilo te podpore še več, ampak seveda, tako kot sem rekel, mi smo nekoliko mlajša panoga, se še prebijamo, ampak verjamem, da bomo klubom lahko še več pomagali na tej poti. Ja, kot rečeno, v klubi kot osnovna celica, potem pa pri posamezniku pride trenutek, ko je prehod v člansko konkurenco in tukaj je en sistem oziroma en primer izredno dobre prakse, so pa smučarski skoki z nacionalnim panožnim centrom v Kranju in Gorazd. Kako pa so se klubi odzvali na to? Je bilo tukaj kaj opozicije v smislu, kako ste postavljali, oziroma kako zdaj gledajo, si lastijo te tekmovalce, ki so v sistemu panožnega centra, sodelujejo s klubi v redu, kakšno je stanje? Zdaj, najprej bi rad poudaril, da so klubi dejansko osnovna celica in da vsak pravzaprav izmed teh klubov je nek temelj izgradnje celotne piramide, ne samo smučarskih skokov, ampak športa v Sloveniji na splošno, da klubi delujejo predvsem na neki amaterski, bomo rekel, prostovoljni bazi, da je tukaj ogromno teh ljudi, ki pravzaprav svoj prosti čas dajejo vse te svoje aktivnosti, da potem kasneje lahko šport preraste recimo do nekega, bomo rekel, vrhunskega nivoja, da so trenerji v klubih tisti, ki pravzaprav sploh niso samo trenerji, ampak imajo še en kup drugih funkcij, in da je potrebno vsem tem ljudem, ki puščajo srce v športu, na nek način vrniti. In mi smo pred približno 20 leti, mislim, da je bilo to leta 2006-2005, smo vzpostavili ta sistem DPNC, seveda ta Državni panožni center. Seveda ta sistem ni bil sprejet takoj čez noč, ni bil sprejet mogoče prvo, drugo, tretje leto, ampak smo najprej mogli pokazati seveda nekaj rezultatov. Ko si ti navajen desetletja delati v nekem določenem sistemu, je seveda potem izredno težko čez noč spremeniti te zadeve in se navaditi na nekaj drugega. Predvsem smo imeli, takrat se zelo dobro spomnim, težave s tistimi klubskimi trenerji, ki so delali ravno s temi kategorijami mladincev, to pomeni, da od 16. pa do 20. leta starosti, češ, kaj pa bomo mi zdaj počeli v tem primeru, če nam boste vi prevzeli vse te tekmovalce, pa vendar smo potem kmalu prišli do tega, da se je delo v klubih izboljšalo, to pomeni na nižjih ravneh, do 15. leta starosti v kategorijah,
zgostila se je tista kvaliteta dela, znanje, ki so ga trenerji prenašali od zgoraj na eni strani, in na drugi strani je bilo več trenerskega kadra, ki so se lahko ukvarjali s temi mlajšimi tekmovalci, kar pomeni, da smo pridobili tudi na članstvo takrat, in je bilo bistveno več tekmovalcev, kolikor jih je danes. In na nek način je to velika pomoč klubom, seveda pa tudi sistem, ki smo ga potem razvijali. Moram reči, da kljub temu, prej sem rekel, da približno 20 let že ta sistem traja oziroma ga razvijamo, vsako leto delamo neke analize, bom rekel, poskušamo ne spreminjati, ampak nadgrajevati. Ta sistem pa kljub temu je tam do leta 2012-2013, ki so se pokazali res visoki, izredni športni rezultati na tej mladinski ravni, ki smo imeli prve mladinske svetovne prvake, tako v moški kot v ženski konkurenci, ki so bile naše ekipe najboljše na svetu v teh kategorijah. Takrat se je izpostavila neka, res bomo rekel, zaupanje med klubi in med tem sistemom samim. Mogoče samo še to, da jaz sem bil sam del tega sistema od leta 2009 pa do leta 2018 in spomnim se tistih začetkov, ko smo imeli dejansko, bom rekel, precej težav. 14 dni po zaključku svetovnega pokala v Planici, jaz sem bil prej pomočnik trenerja v reprezentančni selekciji, sem prišel na trening in smo bili tam 3 trenerji in pa 2 tekmovalci. Takrat smo vprašali, kje pa so tekmovalci? Zdaj, glede na to, da se gremo v nek sistem s verjeten več tekmovalcev, niste samo 2 tekmovalca odpeljali. In potem je bilo potrebno tisti dan se spomnim v dijaški dom, da sem jih nekako na nek nežen način zvezal teh tekmovalcev in da smo začeli resno delati na eni strani, pa na drugi strani skrbeti za te tekmovalce res 365 dni na leto. Takrat smo lahko potem zapeljali tudi neko rdečo nit razvoja teh tekmovalcev. Je pa treba mogoče tukaj še poudariti, da klubom ne pomagamo, ne samo na tej, bom rekel, strokovni ravni, da jim pomagamo seveda s tem, ko smo uvedli ta sistem tudi na logistični, organizacijski ravni, kajti klubom se ni treba več toliko ukvarjati s temi kategorijami tekmovalcev, ampak je fokus potem nekje drugje. Pa mogoče bi rad povedal še to, da imamo trenutno v tem sistemu 32 tekmovalcev, da imamo 12 tekmovalk, kar pomeni 44 plus mladinske reprezentance seveda deluje znotraj tega sistema delovanja, kar pomeni, da je približno 50 tekmovalcev, s katerih potem črpamo reprezentančne selekcije v članskih kategorijah in da je seveda normalno, to je vrhunski šport in da je velika večina potem tudi takih tekmovalcev, ki vrhunskih športnih rezultatov ne dosežejo. Pa vendar je naš cilj tukaj ne samo doseči vrhunski športni rezultat, naš cilj je tekmovalca, otroka, dijaka, športnika pripeljati na to raven, da bo pripravljen, ne glede na to, kaj bo počel v življenju, da bo uspešen pravzaprav tudi potem v njegovi drugi karieri. To pomeni, prej smo govorili že precej o vrednotah, mi delamo tudi precej na osebnosti rasti, in ko na eni strani delaš na osebni rasti, imaš potem korist tako v športu, kot potem tudi kasneje ti otroci, bom rekel, v življenju. In to je tisto, recimo, kar je naša pomembnost. Ja, vsekakor zgodba o uspehu. Petra, Ana, menita, da bi tudi veljalo v drugih panogah, panožne centre? Vse, kar imam jaz podatke, v teku na smučeh deluje, ravno na Kranju. Zagotovo, še vedno verjamem, da je najbližji, ker je možno se pa bližati snegu, to je v bistvu velik doprinos k zimskim rezultatom in pa množičnosti. Če sam se treniraš, je malo drugače, kot pa če si v skupini istomislečih, tako da zagotovo bi bilo to vredno obdržati. Mogoče regijsko še kega postaviti, ne samo v Kranju, zagotovo bi bilo verjeten vsaj v teku na smučeh, je štajerski konc kar mogoče malo zapostavljen, pa je zagotovo tak velik potencial, ki bi ga lahko tam razvili. Ana, kaj ti misliš? Ja, jaz mislim, da tle smo alpski smučari mogoče tisti, ki res nimamo oziroma nimamo nekega centra, se pravi, kjer bi lahko trenirali doma.
Je Kranjska Gora, je mislim na krvavec za mlajše, pa še kaj drugega, ampak smo v primerjavi z ostalimi panogami definitivno tu še kar nekaj korakov vzadi. Mogoče tu še najmanj to občutimo tekmovalci svetovnega pokala, ki nas pač same tekme in program vodijo po tujini. Mislim pa, da za mlajše, tako kar sama vem, pa kar se mogoče z drugimi tudi pogovarjam, da bi bilo definitivno zelo pozitivno, da bi se ustvaril nek center, kjer bi mlajše generacije lahko trenirale, kjer bi se v bistvu tudi klubi lahko skupaj našli in bi v bistvu te otroci imeli neko konkurenco, imeli v bistvu tudi družbo in jaz verjamem, da bi bilo to zelo pozitivno, tako da če bi jaz rekla, da je ena stvar, kjer bi se mogoče razvijalo, da bi to pomagalo mlajšim in tudi nekako znižalo sami stroške treningov in vse to bi bil to definitivno nek center za treninge, predvsem za najverjetne otroke tja do 15. leta pa še kaj naprej. Sandi, pa kar naprej. Jaz bi dodala tukaj samo še en podoben razmišljam kot Sandi. To so zelo občutljiva leta za razvoj potencialno vrhunskega športnika in tukaj bi mogli delovati zagotovo najboljši strokovnjaki, ki premorejo v bistvu ne samo Slovenija, v tem mogoče tudi malo širše regijsko. Tako da tukaj je ena naslednja stvar, ne samo pač imeti tak center, predvsem imeti strokovnjake, res pač nekako, to je valilnica, zdaj pa marsikdo, če ni pod strokovno res vrhunskim vodstvom, ne dosega potem potencijala ali pa ga ne uspe razviti. Tako da zagotovo tukaj, to so leta, ki so najbolj občutljiva in tam bi mogli delovati največji strokovnjaki. Sandi, panožni center, alpsko smučanje, najprej poligon. Absolutno, ne, sam da vem, je to sam pobožna želja. Tukaj smo res podhranjeni, še več, tukaj smo hendikepirani. Po mojem smo najbolj od vseh športov v tej državi. Ja, prosti, da te prekinjem. Smučanje se mi zdi, da ima slovenska javnost še vedno predstavlja v alpskem smučanju kot nekem elitističnem športu, je pa dejansko čisto plastično predstavlja, če bi vse kilometre skupaj zbrali, ki jih klubi naredijo za prevoze, za transporte na treninge. To je grozljivka in prosim, da... Grozljivka tudi stališče socializacije, neko okolje, ti otroci preživijo cele dnevi v kombiju in potem tistih 10, 12, 15 ur na snegu in spet nazaj. Težko je usklajevati šolo, težko, pravzaprav se moraš ločiti od svojih variant po dobesedno. Ampak nisem želel sicer zdaj v to zaiti. Dejstvo je, kot sem nekaj, da smo hendikepirani in da bi neka dvorana, bom kar direkten, najbrž marskej, nek poligon, ki bi lahko koristil pravzaprav celo leto. Pogledaj si malo Facebook, pa medije, pa odtegel, koliko klubov je ta moment po dvoranah po Evropi naših, koliko spet kilometrov je, koliko je nekih stroškov in tako naprej. Tako da mislim, da ne vem, a se da napet moči, ali ne vem, menco bo moče več vedel, ali obstajajo kakšne vzvodi, nek optimizem, da mogoče na koncu le nekako državo pripremo do tega, da nam pri tem pomaga. Po drugi strani sem pa vesel, če se na gore zaprej navežem, če ste opazali, ko si ga izvol, kako so zgodbo pripeljali do tega nivoja v sklopu, tudi enkrat ni omenil stroškov, kot bom rekel, tisti začetek. Se pravi, ni rekel, leta 2006 smo dobili injekcijo 2 milijona in smo začeli projekt. Ampak je rekel, da so začeli stroko sistem, ki se sicer doživlja odpor. Jasno zakaj, ker je potrebno ljudi potegniti ven iz komfort cone, ampak je potem počas začel ukazati rezultate. In potem se je vse postavilo na svoje mesto. Na eni strani trenerska stroka, ki je potem po neki hierarhiji prenašala prave informacije glede na starostni kategorijo in potem posledično rezultatsko spet se zgodbo obrne. Tako da mislim, da tukaj se da definitivno nekaj stvari postaviti. Jaz mislim, da ni nemogoče delati tega. Po drugi strani pa še enkrat, glede na naravo,
mogoče zdaj letos imamo celo srečo, ne, da so že pač bližnji ledeniki pokriti snegom, ne. Načeloma bo bilo pa težko na dolge proge držati stik, če se ne bo nekaj v tej smeri. Ja, tudi sam sem bil izredno presenečen, ko sem dobil informacijo, da je bil pred enim mesecem moj domač smučarski klub otroci na treningu v hali v Litvi. To, če bi mi kdo rekel pred 20-30 leti, bi se kar smejal, ampak ja. No, če prosto, ne, pa še enkrat, pa ne, po drugi strani se pa večkrat vprašam, sem že prej rekel, ne, ali je to nujno ta moment, ne, na koncu to otroci stari, to bi pa mogli stroko. Zdaj, preko ste še sem noter sem pogledal, jih je par v dvorani, ne, stari 112 let, ne, še enkrat, njim se tekme začnejo, vemo kdaj, sredina januarja in naprej. Ali je treba v tem delu biti v dvorani, kjer vemo, kakšni so pogoji, tu glede na obdobje njihove hitre rasti, bi se lahko vprašal, koliko je sploh smiselno in zdravo, ali ni mogoče smiselno več energije usmeriti v njihovo športno širino, kondicijsko pripravo in vse, kar so zdrava, in potem seveda začeti sezono, ne vem, sredino oktobra. Skratka, zdaj še enkrat, stvar vedno diskutabilna, zato pa pravim, za mene je alfa in omega, če govorim o alpskem delu, strok. In mislim, da lahko najde veliko odgovor. Ja, Muri, mislim, da si dal še eno dobro istočnico, no? Pa sem hotel samo deliti z vami enega izmed sklepov iz preteklega kongresa Mednarodne biatlonske zveze prejšnji vikend, ker mogoče ni naletela na prav veliko pozornosti, ampak se mi zdi zelo pomembno. V biatlonu smo ukinili mladinsko svetovno prvenstvo in spremenili kategorije. Torej, zdaj naprej bo svetovno prvenstvo samo še za mlajše člane, kategorije U19, U21 in U23, mladinsko svetovno prvenstvo smo izključili iz tega skupnega presvetovnega prvenstva. In bomo šli v nek nov format, se pravi, tukaj bo kar velik tenzij, zlasti med vzhodno Evropo pa zahodno Evropo. Vzhodna Evropa je rekla, mi rabimo svetovne prvake, mi rabimo financiranje za te otroke, to ima velik pomen z vidika kategorizacije. Mnenje zahodne Evrope je pa bilo, da enostavno se dogaja to, kar ti omeniš. A je res potreben. Mi skorimo te otroke, te mlade športnike bistveno prezgodaj. V biatlonu je to še toliko večji problem, ker je vzdržljivostni šport in seveda ta rezultat pride kasneje. Najboljša leta so 18 do 32 let v biatlonu. 28 do 32. In to se mi zdi zelo pomembno. In bomo šli tukaj v nek nov format tekmovanja, ki bo dal bistveno več tudi na tem družabnem delu. Kako vzpostaviti neko pozitivno atmosfero med mladimi, jih navduševati za življenje, za šport in za vse ostalo. Vrhunski šport bo prišel malo kasneje. In to se mi zdi zelo pomemben korak naprej, ki smo ga pretekli vikend naredili. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, zanimivo. Zdaj, pojmo vse pa malo prihodnostno oziroma te aktualne, vse to so izzivi, o katerih smo govorili, ampak še enkrat, spremenjene družbene navade, konkurenčnost drugih športov, pa koncev tudi izzivi trajnosti in pa okoljski in tako naprej. Tako da bi kdo začel mogoče... Jaz sem že na začetku začel s trajnostjo, Mednarodne biatlonske zveze smo naročili eno strategijo oziroma neko analizo, kaj se bo dogajalo z prizorišči, ki imajo A licence v tem trenutku v letu 2030, 2040 in 2050. Pri tem so se upoštevali ne samo vidiki globalnega segrevanja, koliko snega pada, ampak tudi možnost za delati sneg, kakšne so snežne deponije in tako naprej. In lahko rečem, da se tako zelo črno za biatlon ni med temi srednjeevropskimi prizorišči, kamor so tudi Pokljuka, je dejstvo, da tam po letu 40 verjetno tekem v decembru več na Pokljuki ne bomo mogli. Ampak v terminih januar in februar.
In pač tukaj to zahteva, da se temu začnemo prilagajati tudi zdaj in to je ena izmed zavez. Druga taka je, da smo se pač na Mednarodni biatlonski zvezi tudi zavezali, da bomo za polovico zmanjšali oglični odtis do leta 2030 in da bomo leta 2040 oglično net zero. In to delamo tako, da merimo čisto vse, kar se na vseh prizoriščih tekem svetovnega pokala, IBU pokala in pa tudi junior pokala dogaja, zbiramo podatke in delujemo. Tako se bodo tudi prilagajali koledarji tekmovanj. Ne da letimo v Skandinavijo, pa nazaj v centralno Evropo, pa pol Ameriko, ampak pač prihodni koledar bo že temu tudi sledil. No in tretja tak vidik, ki ga pač pri biatlonu imamo, je ta svinc, ki je pač noter v metkih, ki po direktivi Evropske unije ga bo tudi treba pač zmanjšati oziroma zaenkrat bo dovoljena izjema za športne tekmovanje, strelstvo, biatlon, ampak tudi tukaj bo prišlo pač do novih tarč, ki bodo ta svinc zajemali, v prihodnosti pa verjetno do laserskega streljanja. In to so pač neki koraki, ki jih bo treba vzeti v obzir, tako se bo šport in pa seveda tudi širša družba morala spremeniti. Peter, kako bi se spoprijela z izzivi zelenih zim? Mi imamo rešitev, mi imamo vedno, mi imamo rolke. Ne, dejstvo je, da je že naš predsednik na Smučarski zvezi Uroš Kepic že nakazal smer in jaz se zelo strinjam z njo, zapravo množičnost, rekreacija. To je ena taka baza, ki ga ima v bistvu na splošno Smučarska zveza, da smo videli sezname in številke, koliko prizorišč, koliko je v bistvu premalo se pa poudarja množičnost. Koliko smo se prej navezali, družine, cele družine so v bistvu povezane in jaz sem že pred leti rekla, da verjetno poznate sistem World Lopet v maratonu. V preteklosti so se oni mogoče celo imeli kakšno interes pridružiti svetovnem pokalu, pa jih v bistvu svetovnem pokalu ni hotel preveč blizu. Zdaj pa ta trend obratno, zdaj bi pa dejansko jih mi želeli v svetovnem pokalu malo bližji, zato ker oni imajo množičnost. Vasa teki nikoli nimajo težav z številom prijavljenih oziroma število tekmovajočih, jih morajo v bistvu omejevati. So v enem dnevu razprodane ali celo manj, v krajšem obdobju, mislim, da približno uro pa pol je bil rekord, vse karte, se pravi štartnine, ki niso poceni, tako da tukaj moramo mi štartati in dejansko imamo perspektivo. Tako da tek na smučeh sam po sebi ima zagotovo zelo dobro v bistvu prihodnost, če ga bomo znali pravilno nasloviti. Dejstvo je, da vrhunski šport v teku na smučeh je brutalno težen, ampak se mi nagovarjamo, se pravi, medije, sponzorje, v bistvu in pa to community, ki moramo zgraditi, se pravi, skupnost, ki jo pa moramo zgraditi in s tem bomo razširili popularnost. Ja. Se tudi pri alpskem smučanju tle imam napisane številke, v 90-ih letih ne bi bilo 500 000 aktivnih smučarjev in se je ta obseg zmanjšal na 200 000 aktivnih smučarjev. Po drugi strani je pa ocena, da gre vsako leto 120 000 Slovencev na smuko v tujino. To je pa tudi množica, ki ni zanemarljiva in tudi te bi veljalo nagovoriti, torej ta množičnost in Smučarska zveza mislim, da ima tle veliko priložnost. Še malo proti optimizmu se obrnemo, pa poskušamo malo bolj pozitivno gledati na celotno situacijo. Za tek na smučeh leta delajo, veš, tako da če vam slejko prej, vsi boste tekači na smučeh. Če ste že drugi šli slejko prej, dragi moji, vsi boste šli na tek na smučeh. Ne, jaz sem se hotel samo navezati, kar je Tona rekla. Ni vedno nujno, da v bistvu mi, bom rekla, privabimo nujno, se pravi, da je namen, da bo vsak smučar zdaj pa vrhunski smučar. Ne mogoče, ampak bom rekla, lep primer je, se pravi, družina od mojega zdaj moža, pri njih doma noben ne smuča, ampak sobota, nedelja se gleda do smučanja. Kris pozna, bom rekla, vse smučarje od do, mogoče še celo bolj kot jaz, in to je mogoče en del, ki je pač se to približati. Ni nujno, da bo vsak zdaj rekel, jaz zdaj sobota, lep dan, jaz grem smučati. Ne, ampak da ima to ljubezen, da jo čuti mogoče tudi preko nas, se pravi, bom rekla, takrat ste bili neka generacija, ki ste uspeli to, bom rekla, prenesti na ostale, mogoče tudi tiste, ki jim smučanje ni tako blizu, in to je to, da bi v bistvu
da bi nas radi spremljali, da se povežejo s smučanjem tudi, ko niso na snegu in da v tem v bistvu znajo uživati. No, tako da to se mi zdi mogoče neka tudi ciljna skupina, ki ni nujno s tem namenom, da bo šla na sneg, ampak da predvsem rada spremlja ta šport. Sandi, izzivi prihodnosti. Bom najprej dopolnil Petro, vsi te slejko prej tekal, ne? Pa sam kačil te tudi, vsi te nasanka slejko prej. V glavnem, sam mislim, da bomo še dolgo smučali, da smo smučarski narod, ste si prej dobro povedal. Samo v tujino igre toliko tisoč in se tega v bistvu ne bi mogoče. Je to eno sporočilo glede smučarskih centrov, ne? Vse na roko preračunamo, koliko se to se pravi, tukaj mislim, da je to že rečeno, tudi moramo ločati med rekreativnim udejstvovanjem pa vrhunskih športov, to sta dva ekstrema. In se tega ne bojim, mislim pa, da je tukaj pa zveza lahko super odigra in zelo mi je bilo všeč to, kar je bilo danes pokazali, pa tudi malo vem za komisija, kaj popravlja zveza in tako in se veselim tega. Sem tudi, bom rekel, navdušen zato, ker se mi zdi, da nismo v vseh obdobjih imeli mogoče do zapuščine, tudi tazga odnosa, ne zdaj pustimo planico kot planico, ampak ne vem, pred enim letom smo bili na rojstnem dnevu pri Francu Klamerju, sicer v kontekstu tega cikcaka, ampak hočem reči, kakšna zvezda je še vedno Kajzer Franca, prav nikoga nismo nekam potisnili in vse to, kar imamo, mislim, da je treba v vseh smučarskih športih, da se razumemo, ne samo v vašem smučanju, kljub samo na to upozarjati oziroma skrbeti, da ta atmosfera ne pade, ker mislim, da smo lahko upravičeno ponosni in še enkrat, to ni samo floskula, da smo smučarski narod. Mislim, dejansko smo smučarski narod in zato, če bomo primerno rokovali, mislim, da bo v rekreativnem smislu še dolgo časa zelo prisotna. Seveda, gre pa še enkrat z roko v roki tudi z vrhunskim športom. No, pa tudi v zadnjem času je ta komunikacijska zanka trajnosti, v katero se vpleta smučanje, malo preveč uporabljena. In tle mislim, da gre to za eno modno floskula. Prej dobro bi bilo ful všeča, ker si rekel, tehničen ali pa umeten sneg. In takih je še kar par, ki jih lahko zelo hitro obrneš v negativno smer ali pa v pozitivno smer. Dolgo časa so govorili tam, kjer pač je bil tečne sneg, potem se kraji niso mogli pasti tako naprej po drugi strani in bil pa njih obrata, ker so se nekatere stvari sušvali, tako so predpeševali primerni in tako naprej. Tako da, še enkrat, se boji, da smo, so smešno slišali, ampak največkrat smo celo sami sebi največji pogrebniki. Mi govorimo, da je to nova droga, mi govorimo, kam se to pelje in tako naprej. Naj povem, da smučanje, tudi če govorimo o tekmovanju smučanja, tam do U14 seveda ni poceni, še zdaj pa ni najdražji. Imamo že kar nekaj športov, ki so vsaj na tem nivoju, ampak če sami to, če si izpostavljamo, seveda smo sami se tudi najslabša reklama. Tako da mislim, da bomo še kar vrsto, oziroma vsaj mene bo to sigurno preživeli smučarski narod. Mislim, direktno iz izkušenj potrjevanja v kolesju velike mašinerije birokratske, kako to zgleda. Torej, v večjih sistemih, ko se pogovarjamo, v večjih zneskih, ko je treba to potrditi, to je mašinerija, ki zadnji mora to odobravati, potrebati, gledati API, tako da vas natrujem s tem. Ni to muha kraj neretna, ko pride pa podpiše nekaj pa drugega. In to je res. Torej, najprej trajnost. Absolutno se strinjam, da je trajnost ena prenapihnjena stvar, ki je pomembna sicer, ampak da je v zadnjem času smo vsi podlegali konkreta efektov, kako bi smo v tem rekel, nečemu, ko govorimo o nekih sofisticiranih stvareh, ki jih noben več prav zares zelo dobro ne razume. Ampak je pa pomembna tema v biznisu. Če neč drugega delničarji presojajo po teh kategorijah. Pomeni moramo govoriti njihov jezik. In vam povem, direktno iz izkušenj potrjevanja zadnjih nekaj, pa debat v banki zadnjih nekaj
nekaj obdobij in zadnjih nekaj športov, o tem je bila trajnost visoko na seznamu tega, če smo in tu gotovo pride tudi to, kar si prej zelo dobro rekel. Torej, dejstvo je, da smo mi direktno imeli debate o umetnostnih ful kemikalij mečejo. Direktno, mi v banki, ne? Ful preveč more hujšo. Ful umetnostnih drek je ful poškodil. Kaj smo še imeli? To, ki je drago, se ni tako na noben več smučil, se ne moreš reči, ker to košta za familijo. Kaj še če treniraš, to je 30 ur na letki, pa to, kar še znaš početi. Vse to so bile teme, ki so dejansko bile na mizi in to so bile teme, ne, zelo dobro si rekel, mi smučari smo vendar žrtev tega, ampak je bilo, se to res plača podpreti, se to vidi tako, pogled pa dela, kot povzročitelj. In moram reči, da ste uspeli na zvezi, zelo lepo, sicer smo poskrbeli, da je ta sporočilo šlo stresno skozi, ampak zelo lepo iz vseh disciplin pojasnim, kaj pa je realnost. Imaš prav to, kar praviš. Na vseh nas je, da osvestimo javnost o tem, kaj pravzaprav se dela in kako pravzaprav je to pomembno in kakšno pravzaprav vlogo ima od družina gleda tokle naprej Jureta Kasmuča, pa potem naprej do tega, da otroka, kot sem prej začel, ne vidiš, kako žar v očeh, ko mu prvič rata tole narediti pri 5 letih na snegu in je pol še cel teden vesel. Vse to je nekaj, za kar smo mi tu v tej sobi odgovorni, da poskrbimo, da preživimo. Moje mnenje je, da splošna javnost ne ve točno, naseda nekim trenutnim trendom. Zelo malo ljudi se zaveda, da je drugo leto za državni proračun za kulturo nameni 280 milijonov evrov predvidenih, za vrhunski šport pa 42 milijonov. To je to, kaj je ruski klub v prvi ruski ligi, ki nastopa samo v ruski ligi. In ne vem, nič proti kulturi, redno kulturo, vendar zaenkrat Oskarjev, Gremijev še nimamo, ne? Imamo pa Pogačarje, imamo Prevce, imamo marsikoga in javnost o tem ne govori, oziroma se ne izpostavlja. Negativa se veliko preveč v zvezi z zimskimi športi uporablja in mislim, da je naloga nas vseh, da predstavimo dejansko stanje, takšno kot je. In naslednja tema, kako nagovoriti pa tudi mlade in nove rodove, tako pa mogoče hitro spet stavo začel, kako bi nove smučarske tekače pridobila na svojo stran. Verjetno tako kot v poplavi konkurence o drugih športih. Dejstvo je, da bi v osnovnih šolah mogli poudarjati šport, katerikoli je zdrav. Zagotovo bi mogli dobiti več ur športa, že v šolski sistem. In pa naslednja stvar, poudarjati, da šport je zabava. Mislim, da se malo preveč, kot smo rekli, poudarja, da negativna plat, sej, da pa ne boš poškodovan, pa boš pa mogoče dobil kakšno medaljo. Šport ni samo o medaljah. Seveda, šport smo malo preveč poistovetili z zmagovanjem, za to konkurenčnostjo. Dejstvo je, da šport je povezovalen element naše družbe in tako ga moramo tudi prezentirati in prodajati v narekovajih vsem mladim, vsem družinam, vsem staršem, ker bojo zagotovo potem še bolj upisovali v bistvu otroke v šport, če jim predstavimo, da je v bistvu zabaven, zdrav, pa ni nujno, če si ti drugi Pogačar. Ana, za alpske smučarje, kaj bi jim rekla? Mislim, da smučati vedno, ko se začneš učiti smučati, ni to, da se nek šport, ko se ti upišeš v klub, pa se šele začneš učiti. Ponavadi v bistvu najprej smučaš z družino, potem verjetno razviješ to ljubezen do športa in se mogoče kasneje pridružiš tudi nekemu smučarskem klubu in potem to pač nadaljuješ en več časa, en manj. Jaz se strinjam s Petro, da pač šport, bilo kateri je pozitiven, ogromno te naučite neke discipline, naučite tega, da moraš v bistvu delati, zato da so kasneje rezultati in predvsem tudi, da v tem uživaš. Mislim, da smo vsi od nas, verjetno imamo neke prijateljstva, ki smo se jih ustvarili ravno pri športu, že v mlajših letih, pa mogoče tudi pol kasneje. Tako da to so tiste stvari, ki te morajo potegniti v šport. Potem ali ti to
preneseš v kaj drugega ali da ta šport pelje naprej in postaneš potem vrhunski oziroma je to tvoj poklic, to je potem vprašanje. Ampak mislim, da noben ne sme začeti trenirati športa z namenom, da bo vrhunski športnik. To začneš delati to, ker imaš to rad in potem bom rekla, mogoče imaš srečo, pa to tudi počneš ali pa se v športu v bistvu na nek drugi način potem ga imaš kot del svojega življenja še naprej. Da bi se ukvarjali s smučarskimi športi, moramo najprej otrokom športe približati. To je osnova. Če nikoli ne bi čokolade kupili, potem tudi nekoli kasneje težil mami pa foto, da mi je še čokolada kupil. In spet smo pri državi, vsi se radi hvalimo z uspehi in tudi sicer s športom kot takim, da je to del našega DNK in tako naprej. Vprašanje pa, koliko potem država dejansko pristopi, ko mi rabimo nekaj. Kaj s tem mislim? Mislim, da bi obvezno, če se imamo za tak alpsko-smučarski narod, govorim še enkrat o smučarskih športih, mora to biti obvezen del šole v naravi po zimi, ko se je nekdaj bilo. Potem so bile tiste tekmovanja za te osnovne značke in tako naprej, ki so te nekako potem filtrirale in kdo se je potem na podlagi tega odločil, da bi on narediti še malo več, kot samo ob sobotah se s tem ukvarjal. Potem super tak primer je šola na smuči, ko pač nismo mogli tega doseči, da bi se to integrirali v šolski uradni program, smo potem prišli s to idejo, da imamo vsaj, da lahko okusijo, sem rekel, ti košček čokolade. Pa vemo, da ni bilo to enostavno, ampak super zgodba, skratka, s takimi zgodbami, da ti sploh otroku to približaš, ker če ne so fuzbaleri pred nami, smo ga že izgubili. Tako da te akcije so super zlata vredne. Spet sem fauš skakalcem, s tistim tovornačkom se okoli vozijo, ampak morate videti tiste otroke, kako tam čakajo v tisti vrsti in se mi zdi, da so svetovni prvaki ali pa so premagali nek svoj osnoven strah, ampak začarani od tega. Skratka, to so prijemi, ki vsi govorijo isto. Ko otrok mora to začutiti, se pravi, da bomo mi to pripeljati. In mislim, da je znotraj tega nekje odgovor. Mogoče samo še z moje strani kratko, zgodovni pravice je absolutno ena od zadev, ki otroke pritegnejo in jim je izredno zanimiva. Na drugi strani pa trenutno živimo v konkurenci, ogromno drugih športnih panog, predvsem tiste športne panoge imajo v tem trenutku prednost, ki lahko svoje programe izvajajo znotraj šolskega sistema. Mi pač tega enostavno zdaj v tem trenutku ne moremo. Veliko se pogovarjamo o tem, da je danes statistika gibalnih sposobnosti otrok bistveno slabša na marsikaterem nivoju, nič pa pravzaprav ne naredimo za to. Sami smo ravno zaradi tega uvedli program Skokec, ki ga uvajamo ravno po šolskem pouku, to pomeni v ta podaljšana bivanja. Ta Skokec program ne, bom rekel, v prvi vrsti ni najbolj pomemben, bom rekel, smučarski skoki, ampak želimo skozi ta program široko razviti otroka na gibalni ravni, kar se mi zdi danes izrednega pomena. Predvsem se mi zdi pa izrednega pomena to, da lahko ponudimo učenje rolanja, učenje kolesarjenja, igre z žogo in kupen cel spekter različnih športnih dejavnosti staršem in otrokom brezplačno. To se mi zdi tista zadeva, ki lahko tako starša kot otroka pritegne. Ja, in tudi konec koncev, vi ste res postavili, imate odlično sistem postavljeno, imate močno bazo, tudi infrastruktura je na mestu in omogočate, da res otrok pride in se začne ukvarjati s smučarskimi skoki, poskrbljeno je praktično od začetka, se ne motim. Ja, pravzaprav je res. Danes v Sloveniji ima skoraj vsaka vas skakalnico. In to je tisto, kar je pravzaprav najpomembnejše, da
iz šole ali pa iz domačega okolja, iz stanovanja, hiše, otrok lahko peš pride do tega objekta, starši se s tem pravzaprav niti ne obremenjujejo, niti ne ukvarjajo, in če bi imeli recimo smučarje, tako kot smo prej, mi govorili te športe, včasih je bilo, 30 let nazaj v naši generaciji, smo šli na prvi hrib in smo smučali, danes seveda to ni več možno, mi imamo tudi to srečo, da naš šport ni zgolj zimski šport, ampak postaja vse bolj tudi poletni, da imamo skakalnice z umetnimi masami, da lahko otroci trenirajo celo leto, pa vendar, kakorkoli pogledamo, če otroci ne bodo smučili, če ne bodo tekli, potem bomo tudi skakalci imeli težave s tem, da pridobivamo neke nove člane, neke nove otroke in bomo mogli biti zelo inovativni na tem področju, da bomo pravzaprav dobili, zdaj zaenkrat še držimo tiste številke, ki so bile mogoče pred 10 leti, ki je Peter Prevc naredil tisti, bom rekel, rezultatski boom in smo imeli premalo prijeme v klubih, zaenkrat še držimo te številke, pa vendar bo treba biti tukaj precej inovativen, da bomo te otroke oziroma te številke potem tudi v prihodnje zadržali. Bi še kdo kaj dodal? Ja, da se strinjam s tem, da je treba res popularizirati šport med mladimi, tako da naša panoga biatlon je ravno v petek oddala in program Mednarodni biatlonski zvezi Biathlon for All, na podlagi katerega bomo pridobili 10 laserskih pušk in s katerimi bomo dejansko na množičnih dogodkih v Sloveniji lahko ljudem približali biatlonski šport. In to se mi zdi zelo pomembno, da pač pripelemo oziroma pomagamo pripeljati otroke v klube. In druga stvar je to, kar je tudi danes trend. Biatlonska sezona se bo naslednje leto začela na Ronkah, 19. oktobra v Münchnu, v Olimpijskem parku in to je še ena poteza. Skratka, treba je iti v nove ciljne populacije s temi športi, če hočemo pridobiti večjo zainteresirano množičnost, javnost, več otrok v šport, več sponzorjev in vsega tega. In to se mi zdi pomemben korak za naprej. Da pa pejmo še malo med publiko, oziroma kar konkretno vodstvo Smučarske zveze Slovenije, Luka Štajner, podpredsednik. Kako se ti zdi to, kar si slišal, oziroma se ti zdi, da je Smučarska zveza ima odgovore na te izzive prihodnosti, mogoče par besed? Hvala. Ne delamo se seveda nobene utvarjanja v današnjem času, ki je hitro spremenjajoč, ki je dinamičen, ki je poln konkurence, hkrati odgovoriti na vse izzive. Enako velja za Smučarsko zvezo. Kaj pa seveda Smučarska zveza ima, je pa bogatstvo raznolikih, uspešnih, vrhunskih športnikov, entuzijastov, klubov, društev, ne nazadnje sponzorjev, medijev, ki nas podpirajo, tradicionalnih tekem in vse to je naš skupni ponos. To, kar smo slišali danes, je pa v mojih očeh zanos in to je tista pot, za katero sem prepričan, da bo Smučarsko zvezo v vsej njeni pestrosti peljala v lepo prihodnost in da bo Smučarska zveza seveda ostala prvi slovenski šport. Lepo, zdaj pa seveda vabljeni, da se vključite v debato, vkolikor je kakšno vprašanje oziroma kakšna tema, ki bi jo še mogoče kdo rad odprl, vabljeni. Zgleda imamo še vedno novinarje v dvorani, ki ne smo vprašali. Ja, jaz sem eno vprašanje, Sonja Negovja, takaški, da se parovate z biatlonski klub. Ja, mi se nekaj časa veliko ukvarjamo, završno pa se verjetno tudi za biatlone enakimi problemi in sicer pomankanje trenerjev. Ne vem, kako imajo ostale panoge, ampak se mi zdi, da je to kronični problem, ker trenerji, mladi iščejo priložnosti, ki druge bil je zelo naporno, je bil trener v klubu, ker tudi pač ne more plače zagotoviti in tako naprej, ampak to je še najmanj. Problem je v tem, da pač nam malo haja, seveda problemov je veliki, sneg problem seveda, ampak se mi zdi, da moramo malo več delati, da je to ena stvar tema, ki jo moramo naslavljati. Eno tako manjšno pomankanje kadrov, kakšno je vaše mnenje? Mogoče zelo direktno iz publike, bolj povezan s Smučarskim tekom Petra, da se ti lotila tega odgovora. Kako bi poskrbeli za stroke? Da
dejstvo je, da imamo dif, ne. Tekači na smučeh se grejemo vsi, neki nas je tukaj v tej dvorani, v bistvu imamo zagotovo prevetritev sistema poučevanja oziroma podajanja vsebine. Mi imamo težavo na difu, ki ne sproducira dovolj trenerjev ali pa ki bi usmerjali tek na smučeh. Zakaj? Ker se ga enostavno ne zna prikazati kot v bistvu zelo zabavno športno panogo, ki da tisočero možnosti, tako da jaz mislim, da je tako, kot smo mi da začela s tem programom šolar na smuči, ko nekdo pravilno zna... Kaj pa šolar je trener? Mislim, zagotovo, sam pač dejstvo je tukaj, če bomo splošno jih šolali, bo premalo. Oni rabijo res strokovno znanje, ki mora biti res na določenem nivoju, tako da zagotovo je pač DIF tista valilnica strokovnega kadra, je pa res, da rabimo na DIF-u nekoga, ki bo to znal prikazati, da je to taka privlačna panoga, tudi za trenerski kader. Sorry, za malo zašalo, ampak če zdaj rečeš, DIF je že skoraj žaljivka. Fakulteta za šport. Sam mislim, da smo tukaj sami, bom rekla, domači, vsi vemo, če jim govorimo. Pol DIF-ov. Mislim, bodimo iskreni, če ti nekdo prikaže šport kot atraktiven, kot zanimiv, se ga bo marsikdo lotil. Če ga pa nekako še, bodimo iskreni, zebete, ne vidiš perspektive, nobenem že pomočil. Ja, mogoče še z moje strani samo to, da se sami ukvarjamo z enakim problemom, s tistimi težavami, tudi mi imamo recimo problem s trenerskim kadrom, zato smo razmišljali, da bi vse tiste tekmovalce, ki so ta trenutek vključeni v državni panožni nordski center, že nekako upeljali v to, da bi se znotraj tega vsaj del prve stopnje usposobljenosti naredili, kar bi potem pritegnilo, da bi bilo več potem tudi kasneje mogoče z opisom na fakulteto za šport, da ne bomo se narobe izražali, ali pa mogoče, da se dokončajo recimo to prvo stopno sposobnost, da bi več pritegnili recimo ta trenerski posel. Jaz se dostakrat zelotam pri razmišljanju, kaj je naredil, kaj je bilo tisto, kjer smo mi lahko naredili prednost. Pa ne samo moja generacija, ampak še tista prej Križaj in ostali. Saj nismo imeli boljših pogojev, nismo imeli več denarja, oziroma vedno smo ga imeli manj. Ampak to, kar je naredil razliko, je bila stroka. In sicer bi rekel predvsem v nekih novih pristopih treninga, v iznajdljivosti in v neverjetni pridnosti. Pa ker govorimo lahko o Filipu Gartnerju in oba brata Gartnerju in koliko jih je šlo v tujino, kako uspešni so bili. In to je bil nek entuzijazem podprt strokovno, ker nekateri so se šli tudi šolati v tujino, v Franciji so se šolali na najbolj znani te šoli v Šamoniju in to se potem prenašajo preko fakultete za šport v nove rodove in tudi generacija trenerjev, ki so z mano delali, so to še nekako to imeli. Zdaj pa to osebno jaz malo pogrešam. Da tle se absolutno strinjam, ta delo je zelo pomembno in spet se vračam na biatlon. Mi imamo pri Mednarodni biatlonski zvezi 3 nivoje usposabljanja trenerja, level 1, level 2, level 3. Prav zdaj recimo na Pokljuki imamo, mislim, da 25 trenerjev iz različnih držav, ki upravljajo ta second level course na Pokljuki. Skratka, tle Mednarodna zveza veliko vlaga v to izobraževanje kadrov in kar je najbolj zanimivo je to, da najboljši trenerji želijo sodelovati v tem procesu. V tem third level kursu so vsi najboljši biatlonski trenerji, ki prenašajo znanje na svoje kolege. In to je ključno in to je pač gonilo nekega razvoja. Poleg tega, da na vseh teh osebin lahko vsi trenerji preko te platforme Mednarodne biatlonske zveze tudi dostopajo do online kursov, do vseh materialov in tako naprej. Skratka, to znanje je izjemno pomembno. Še na brzino. Zato, ker je jasno tudi, da Alski ni izključen iz te problematike. Za izvajanje dobrih programov rabiš dobre trenerje. Če pa govoriš, kot si izval o inovativnosti, pa še sploh, če želiš narediti korak pred konkurenco, kar si vedno želiš. Pa tle imamo mi mogoče edino priložnost. Ampak tle bi mogoče bo to koga izvala. Jaz mislim, da saj v alpskem delu imamo malo na glavo obrtno zgodbo. Tukaj pač
prevladuje neko mnenje, ali pa ga vsaj slišim, da je za tako stanje krivo fakulteta za šport, pa ZUC, ki je del zveze. Za mene je seveda impuls mora priti lih iz kontrasta. Se pravi, fakulteta je izvajalec, ona bo zagotovila pogoje, jih tudi ima, ampak mora dobiti torej želje, naloge, kaj sploh mi iščemo na tej smučanju. Na podlagi novih izsledkov, na podlagi ciljev, ki jih želimo doseči. Se pravi, spet smo tam. Za mene bi moral strokovni svet biti najvišji teolog, kar se tiče smučanja, ne nekdo na fakulteti. In oni bi morali reči, ne vem, tam ne vidim Blaža, ki se vira, mi bi rabili to, pa to, pa to. Seveda bodo oni to naredili. Ne pa obratno. Zdaj mi čakamo, a bo fakulteta sama naredila nekega trenerja. Ne bo ga, ker nima podatkov, vse prej mora sporosti. Kje so podatki prišli? Jaz rabim podatek, ne vem, če grem na dol, od Žana, ker med 5, koga ne druga vprašam? Od Ane, ki je, Ana, ne veš. Skratka, in razgrajeno in potem, seveda, še enkrat, to je sistemsko reševanje, da se vemo, ni sam pa ne samo drug, ampak ti, ko govoriš o športu, rabiš podatke, ki eklatantno držijo ta moment, in potem, ko to sistem zafunkcionira, potem lahko pričakujemo in potem bo vsak od teh deležnikov naredil svoje. Mi pa mislim, da kar čakamo, da bojo kar, ne vem, pri diplomi leteli vrhunski trenerji, za to pokaj, sam si bil noter, pa veš, kva to zahteva. Mislim, prost, to se ne da narediti po tekočem traku, mi rabimo dejansko vse, ki so zadosti kompetentni, hkrati pa institucijo, ki je to sposobna s svojimi vzvodi sproducirati. To je to. Najlepša hvala sogovornicam in sogovornikom. Mislim, da smo kar dobro zaobjeli. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.